V nedeljo 22. julija je v Podgorcih bilo zelo slovesno, saj so tamkajšnji gasilci praznovali 50-letnico delovanja. Po slavnosti pa poskrbeli še za nenavadno razvedrilo. Pripravili so namreč kozje dirke. Pred začetkom slovesnosti so se gasilci zbrali pred gasilskim domom in se v paradi sprehodili proti prosvetni dvorani, kjer je potekala slovesnost. Po himni je vse navzoče prepozdravila Marta Bombek, za njo pa predsednik gasilskega društva Stanko Horvat, ki je zbranim na kratko predstavil tudi kroniko prostovoljnega gasilskega društva Podgorci. To je bilo ustanovljeno leta 1951. Kljub viharnim obdobjem članom ni zmanjkalo volje, vendar pa ne bi šlo brez podpore lokalne skupnosti. V začetku je bil sedež društva tako imenovana Greta, nato so se preselili k Bombekovim in potem k Slodnjakovim. Postalo jim je jasno, da bo treba poskrbeti za lasten prostor. Vsi so poprijeli za delo in v letih 1958 do 1961 leta zgradili nov gasilski dom. Tudi konjsko vprego je kmalu zamenjal kombi, staro motorno brizgalno pa modernejša. Pridno so ves čas širili in posodabljali gasilski dom, nazadnje pa so se odločili, da ga nadomestijo z novim. Odprli so ga leta 1991 na isti lokaciji. Ker pa sodobni čas zahteva sodobno tehniko, so kmalu sodobno opremili tudi gasilsko vozilo, saj je njihova najpomembnejša dejavnost še vedno skrb za preventivo in operativne dejavnosti. Vendar pa je država z novo zakonodajo v društva vnesla neprijeten občutek, da jih enači s profitnimi enotami in jih zato slabo financira, je poudaril predsednik društva Stanko Horvat in obljubil, da pa bodo še naprej trdo in dobro delali. Gasilce je pozdravil in jim čestital tudi predsednik rajone skupnosti Podgorci Stanko Pignar. Zbrane je pozdravil tudi župan občine Ormož Vili Trofenik in predsednik občinske gasilske zveze Ormož Miran Fišer, ki je gasilskemu društvu izročil priznanje Plamenico 3. stopnje. Tudi predsedniku gasilskega društva Stanku Horvatu je bil ob tej priložnosti izročen čin gasilskega častnika 2. stopnje. Ob koncu slovesnosti so zapele še Podgorčanke. Pozneje so se pevke predstavile v vlogi pastiric in pripravile pestro ponudbo kozjega sira, mleka in domač kruh. Nedeljski program se je potem nadaljeval s kozjimi dirkami. Kozje dirke so v Podgorcih bile že 13-krat, nato je bil presledek, letošnje leto pa so jih zopet obudili in poimenovali nove kozje dirke.
Dirke je zelo dobro vodil napovedovalec Stanko Horvat mlajši in seveda za začetek predstavil vseh 9 tekmovalnih koz in kozlov ter kozovodce. Gospod Jože, počasi se lahko s kozo Anko odpravita na start. Bravo. Rubi ima kozo, ki je stara 4 leta, ima 2 lepa ziska, tako da mislim, da tudi še kaj mlinka nadojijo. Je to tvoja koza? Rentakar. Rentakar, tudi dajmo en aplauz za Rentakar. Kozovodca, pogledajte ga fanta, tudi po pastirsko je urejen. To je verjetno Sergej. V redu, Sergej, tudi ti lahko odideš na začetek, na sam štart, seveda do predsednika naše komisije. David, ki ima staro kozo 6 mesecev. Ja, danes sem prvič na kozi dirkal, pa mislim, da bom danes kar zmagal. Danes bo zmagal. No, pogledajte ga, optimista, fant je fajn razpoložen, tudi ti lahko greš do naše komisije. Dajmo še en aplauz za Anico in pa za Davida. Jože, lastnik Rentakara ali pa Rentakoze. Je 4 komade. 4 komadi sodelujejo. Nisi prvič po Gorcih? Pa prvič pa tekmuješ? Ja. Prvič tekmuješ. Dajmo tudi en aplauz za našo malo Katjo in pa za kozo Špilco, ki pa lahko tudi odhajata pravkar na Štefka. Je velika ljubiteljica koz. Pravkar prihajata. Stara je 3 mesece, pogledajte, zelo lepa. Prvič ja. Prvič. Kozla voden. A kozla? No, Štefka se je pošalila malo na račun moški. Počakali. No, na vrsti je pa Cvetka. Cvetka. Poglejte, Mirko si je sposodil kozo, samo da je lahko prišla. Zakaj pa nimaš ti več svojih koz? Ne, zato ga ne mi je oro, da. Mirko, hvala lepa, poglejte, on se tudi z drugimi stvarmi ukvarja. Kozo imaš, ime pa je Pepa. Pepa, aha. Ti si pa Ervin. Ervin, ti si prvič tukaj pod Gorcih? A ne, kozo pa vodiš prvič. Aha, dobro, tudi ti na štartno mesto. Malo se bomo stisnili, pa bomo čisto vsi videli. Mi bi seveda kompletno zadevo porezali. Po predstavitvi so se vsi prisotni premaknili do prizorišča tekmovanja. Za razliko od kozjih dirk v prejšnjih letih, ki so bile bolj tempirane na čas, so tokrat uvedli na progi tudi različne ovire, potem še malico za kozo in kozovodca, možna je bila tudi izposoja koze in preizkus na tekmovalni progi. Kozo je bilo možno tudi kupiti. In tudi na srečo lovu, ki so ga pripravili, je bil drugi dobitek koza. In ta dobitek je tokrat bil oddan v Šturmovce. Tekmovanje je seveda potekalo pod budnimi očmi komisije, ki jo je vodil Rudolf Meško. Malo, ki vidimo tako lepega kozička, vidite pa na sve. Koza Štela, ki jo vodi Katja. Gremo. Usta so suhe, vsi ne mi težko govorim. Komisija poveta, kdo? Vse prizore za morebitne nepravilnosti. Zelo hitri na progi. To je isto, da včasih na to kaj ti če ne šlo, bi tudi na prost enega, ki bi lahko malo porival, čista zrahlega. Štefka in pa rampa za prvi in seveda nadaljuje ta progo. Bravo, Ervin, ne, čista zrahlega, ne smeš še poskrbati, ne smeš še več. Dobro, gledajte, tudi Mirko dobi malco.
Pa sta tako lepo šla. Ervin, vred je bilo, Pepa, da ti verjetno dolga leta stala spominu. Mogoče boš pa ga čez par let imel punco, ki bo je ve Pepa, pa še reka, takšna je bila moja koza pred letami. No, na vrsti je pa Cvetka. Koza Cvetka je osvojila koza Špela, vodila pa jo je Katja. Točno v eni minuti sta Katja in pa Špela prešibali progo dolgo nekje slabih 200 metrov. 3000 dolarjev in pa seveda venček, ki boš ga ti dobila okrog vratu, doma pa lepo predaj svoji kozici. In pa seveda naj pridejo očka pa mamica na pomoč, kaj ti dobila tudi 10 kg krmilne. To je za kozo seveda, 10 kg krmil za kozo, sladica. Pridite pomagati seveda Kati, čas je imela 1 minuto. No, pod drugo mesto je komisija odločila, da si je prislužila koza Anica. Koza Anica in pa David, kozovodec David. No, pogledajte, številka še je tu, bravo, drugo mesto. Prosimo predsednika komisije, da mu da venček okrog vrata. David in njegova koza Anica sta imela rezultat 58 sekund, sladico za kozo in pa 10 kg krmil. David, danes večerja doma. Prvo mesto, ne boste verjeli, pa si je prislužil kozelj Jaki. Gospod Jože pa je tudi omogočil renta kozo, zato so tudi lahko nekateri tekmovali. No, Jože je imel rezultat 39 sekund. Dajmo še en močen aplavz za zmagovalca. Poglejte, Jože ima tudi lep pastirski klobuk. Vsi ostali tekmovalci, koze in kozovodci, so prejeli tudi tolažilne nagrade. 10 kg krmil in sladico za koze. Po končanih dirkah pa je bila še zabava ob zvokih ansambla Pomlad. Imam se ljubce rad, jaz sem pa tako, sezona tako, da imam se ljubce rad. Poštiveni plašče dodam, poštiveni plašče dodam, poštiveni plašče dodam, poštiveni stav. Tako, srčo napako, da imam se ljubce rad. Jaz sem pa tako, srčo napako, da imam se koze rad. Ne boš ti meni doktor kadal, ne boš ti meni doktor kadal, ne boš ti meni doktor kadal, ne boš ti meni spal. Jaz sem pa tako, srčo napako, da imam se ljubce rad. Jaz sem pa tako,